No, pa si bomo pogledali, kako rešujemo naloge s potencami in s koreni. Kar nekaj nalog imamo, pa začnimo pri prvi. Izračunaj natančno vrednost izraza. Kadar imamo izraz, kjer so notri tudi koreni in sicer v imenovalcu, takrat moramo vedno najprej izraz racionalizirati. Se pravi, tukaj ne sme priti več od tega. Zato bomo zgornji del prepisali. Spodaj tudi za začetek prepišemo, ampak pomnožimo. Če je to izraz a minus b, bomo mi pomnožili z a plus b, ker je potem razlika kvadratov a kvadrat minus b kvadrat, prav produkt je a kvadrat minus b kvadrat in ne bo več korenov. Se prav pomnožim s koreni s 3 plus 1, seveda ne samo spodaj, ampak tudi zgoraj. Takole. Drugega lahko, kaj lahko naredimo s koreni z 12? Koreni z 12 je isto kot 4 krat 3, torej bomo lahko to delno korenili. Koreni 4 je 2 in je to 2 krat koreni s 3, vse skupaj minus 3. Eto, in zdaj prvo zmnožimo. Tukajle je koreni s 3 na kvadrat je 3, 1 na kvadrat je 1, se pravi to 3 minus 1, zgoraj za enkrat prepišemo. Ovo pa v nadaljevanju poračunali, ker najbrž se bo kaj za začetek pokrajšalo. 2 krat koreni s 3 minus 3. In zdaj, 3 minus 1 je isto kot 2, se pravi namesto tega lahko napišemo 2 in se 2 in 2 okrajša in ostane koreni s 3. Zdaj moramo pa to pomnožiti. V spodaj bo samo 1 in ne bo več ulomka, mi pa gremo koreni s 3 krat koreni s 3 je 3, plus 1 krat koreni s 3, minus 2 krat koreni s 3, minus 3. In 3 in plus 3 se izničita, ostane minus 1 krat koreni s 3. Tako. In gremo k naslednji nalogi. Poenostavite izraz. Tukaj bomo najprej poročunali tam, kjer so potence. Se pravi, tole bomo zračunali na eni strani, potem bomo posebej izračunali tega drugega na minus 1, zadnjega bomo prepisali, pa se bo pa že na koncu nekaj skupaj šlo. Minus 0,5, to lahko tudi z ulomkom napišemo, to je minus 1 polovica, 50 ali 1 polovica. Zdaj damo pa to na 2, tako si bomo pomagali s formulo, da je na n krat b na m, če vse skupaj damo na t, je to a na nt, se pravi vsako stopno pomnožimo s t. In b na mt, to bomo upoštevali. In gremo. A na minus 3 na 2 je a na minus 3 krat 2 je minus 6. B na, zdaj tukaj kaj nič ne piše, je 1 in 1 krat 2 je 2, se pravi b na 2. Minus na minus 1 bo ostal minus, je pa minus 1 vedno pomeni obratna vrednost. Se pravi, če imam ab na minus 1, se obrne okrog. Na minus 1 je vedno obratna vrednost. Recimo, če imamo 2/3 na minus 1, je 3 polovice. Če imamo pa 4 na minus 1, pa to isto kot 4 enine na minus 1, kar je 1/4. Se pravi, to skupaj pride minus 4/3. Minus pa ostane. Minus bi izginil, če bi bilo na minus 2 ali pa na minus 4, na neko sodo številko. In zadnjega a na 6, b na minus 1 prepišemo. Pogledamo kot celoto. Tukaj imamo 2 minusa. En minus je tukajle in še en tukaj. In ta 2 minusa bomo, minus krat minus je plus. Se bomo številke prepisali, imamo 1 polovica krat 4/3. Se pravi, kot drugo smo prepisali števila, ta in ta. Zdaj bomo šli pa še samo potence z isto osnovo, recimo a na minus 6 pa a na 6. Dajmo to skupaj, a na minus 6 krat a na 6,
pa b na 2 krat b na minus 1. In zdaj, 1 polovica krat 4/3 se dvojka pokrajša in ostane 2/3, se pravi, pri prvem ostane 2/3, krat a na 6 krat a na minus 6 krat a na 6, to je a na n krat a na m, kar pomeni, da osnovo prepišemo vzgoraj pa zmnožimo. In je to a na nič, minus 6 plus 6 je nič. In b isto vse štejemo, 2 pa plus minus 1 je b na 1, koliko pa je a na nič? Ja, karkoli na nič je vedno 1. Torej je to 2/3 krat b. Takole, 2/3, a na nič je kar 1, krat b. 2/3 b je pa naš odgovor. Gremo k naslednjemu izrazu. Takole. Natančno izračunajte vrednost izraza. Zdaj, tukaj najprej lahko poskusimo kaj koreni delno, ampak 10 se ne da zapisati kot produkt popolnega kvadrata in nekega drugega števila, 15 tudi ne. Zato nam ostane nič drugega, kot da množimo vsakega z vsakim. In poglejmo, kaj dobimo. Koren iz 10 krat koren iz 15 plus koren iz 10 krat 3, zdaj to ni najboljši vrstni red, zato ne mogoče takole koren iznačimo, da se tukaj konča, minus koren iz 6 krat koren iz 15, minus koren iz 6 krat 3. Jaz smo res vsakega posebej napisali in če sta oba pod korenom, lahko zapišemo kot 10 krat 15 k rezultatu spodaj. Zakaj? Zato, ker vemo, da velja pravilo, da je koren iz a krat koren iz b isto kot koren iz a krat b. In je to plus 3 krat koren iz 10, minus, tukaj sta zopet oba pod korenom, zato ker 6 krat 15, to je 90, minus, tukaj bomo pa sam vrstni red zamenjali 3 krat koren iz 6, se pravi najprej številka. Koren iz 150, vedno, če znamo to delno koreniti, 150 lahko delimo z 2, dobimo 75, delimo z 3, dobimo 25. Aha, 25 pa je popolni kvadrat, se pravi to 25 krat 6. Se pravi, namesto 150 bomo napisali, da je to 25 krat 6 in pol delno koreniti. Tale 90 bi lahko zapisali kot 9 krat 10, minus koren iz 9 krat 10, pa bomo to delno korenili, ona 2 pa prepišemo. Plus 3 krat koren iz 10, pa minus 3 krat koren iz 6. Zdaj, tole ne potrebujemo, bomo zbrisali, da ne bo motilo. Tako. In poračunajmo do konca. Pa samo tole malenkost nižje dali. Malo prostora. Tako, in kaj dobimo zdaj? Koren iz 25 je 5 krat koren iz 6, koren iz 9 je 3 krat koren iz 10, plus 3 krat koren iz 10, minus 3 krat koren iz 6. In kaj se zgodi? Koren iz 10 plus pa minus se izničita, 5 krat koren iz 6 minus 3 krat koren iz 6 je pa 2 krat koren iz 6 in to je rezultat. Tako. In gremo k naslednji. Zopet nek izraz. Začeli bomo tam, kjer je ulomek, ki ga moramo dati na minus 1, to pomeni, da ga bomo obrnili okrog. Pa tukaj, ko imamo a na minus 1, lahko to tudi že zapišemo. A na minus 1 je 1 ulomljeno z a, in če moramo to z b pomnožiti, je to b enin krat 1 ulomljeno z a,
in je to skupaj b olomljeno z a. A na nič, to vemo, da je 1. Zato damo minus 1 krat, to na minus 1 pa pomeni, da zamenjamo števec imenovalec in dobimo tole. Tako. Zdaj pa, če hočemo prvega zmnožiti, je najboljše, da damo to enim, pa damo na skupni imenovalec, to je a. In dobimo b olomljeno z a minus a olomljeno z a krat a olomljeno z a minus b. Zdaj pri prvem napišemo en sam ulomek in je vzgori b olomljeno z a, v spodaj je pa a olomljeno z b, a minus b. Sam vrstni red je drugačen, zato bomo minus 1 izpostavili in ostane minus a plus b. Minus a plus b pa v bistvu lahko zapišemo kot, in vidimo že, da se a in a krajšata, minus a plus b je pa isto kot b minus a in se zato tudi ta dva okrajšata in ostane 1 deljeno z minus 1 in je odgovor minus 1. Tako, se pravi, če je ravno kontra, a minus b, b minus a, se samo minus 1 ohrani in je to. Gremo naprej. Zopet neki koreni, ki jih moramo kvadrirati. Pa dajmo. Po formuli a plus b na kvadrat je a na kvadrat plus 2 krat prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. In kaj bomo dobili? Koren iz 5 na kvadrat plus 2 krat koren iz 5 krat koren iz 3 plus koren iz 3 na kvadrat. To smo zdaj poračunali prvega, to je tale. Tako, tole je v bistvu tole. Ne? In zdaj gremo k naslednjemu. To je pa tale delček. Tukaj noter in bomo tudi tukaj izračunali tega. In ker gremo, se prav piše plus. Tukaj imamo pa v bistvu formulo a plus b krat a minus b, kar je isto kot a kvadrat minus b kvadrat. In je to zdaj koren iz 2 na kvadrat, minus drugi je pa koren iz 7 na kvadrat. In na koncu še minus 60. Tole. In zdaj še minus koren iz 60, kar pa lahko delno korenimo. 60 bi lahko delili z 2, pa dobimo 30. Delimo z 2, pa dobimo 15, delimo s 3, dobimo 5, delimo s 5 je 1, ampak tukaj že vidimo, da je 2 krat 2, se pravi to minus koren iz 2 na kvadrat krat 3 krat 5 je pa 15, isto kar pustimo. In zdaj to poračunamo, koren iz 5 na kvadrat je 5, plus 2 krat koren iz 5 krat koren iz 3, napišemo en koren, in zmnožimo, koren iz 3 na kvadrat je 3, plus koren iz 2 na kvadrat je 2, minus koren iz 7 na kvadrat je 7, to pa delno korenimo, pa je to koren iz 2 na kvadrat, kar je 2, krat koren iz 15. In že vidimo, da se ta in ta izničita, ostane pa 5 plus 3 je 8, plus 2 je 10, minus 7 je 3 in 3 je naš rezultat. Še en izraz imamo, 27 na minus 1 tretjina. Zdaj tukaj se pa spomnimo, kaj sploh pomeni a na n olomljeno z m. To pomeni m-ti koren iz a na n. In bomo tako napisali. Kadar imamo številke, si bomo vedno napisali v korene. In pogledamo, kaj dobimo. 27 na minus 1 tretjina zapišemo kot tretji koren iz 27 na minus 1. In tretji koren iz 27, oziroma lahko tako naredimo tretji koren, 27 je pa 3 na 3, to vemo. 2 na 3 je 8, 3 na 3 je 27 na minus 1. In je to 3 na 3 na minus 1 isto kot tretji koren iz 3 na minus 3. Če pa to zdaj nazaj napišemo z ulomkom, takole je to 3 na minus 1, kar je pa isto kot 1 tretjina. Se pravi, tale prvi račun
Takole, na mesto 27 na minus ena tretjina, v bistvu lahko zapišemo 1/3. Zdaj pa naprej. Prav lahko rečemo, kar je enako, to je 1/3, 3 na kvadrat je 9, 2 na nič je 1 in je to potem 1 krat 10, 10 in je 1/3 minus 9 plus 10 je 1 in je to 1,1/3 končni rezultat. Gremo kar naprej. Tukaj bomo najprej izračunali notranji koren. To je koren iz 49. In zapišemo. To prepišem vse. Tretji koren iz 1 plus koren iz 49 je 7. Se pravi, smo tole sami izračunali. Minus, koliko je pa tretji koren iz minus 8? Pustimo tretji koren, ampak minus 8 je minus 2 na 3. Minus na 3 je minus, 2 na 3 je 8. Zdaj se bi trojka pa trojka pokrajšala. Ker mi vemo formulo, da je n krat k polovljeno z a na m krat k, se bi k pokrajšal in v našem primeru zdaj pač stane prvi koren iz nekaj na 1, kar pomeni, da bomo sam brez korenja napisali. In je to tretji koren iz 8 minus 2. Tretji koren iz 8 je 2, minus 2 je pa plus 2 in je to 4. Tako, naslednjemu primeru izračunajte natančno vrednost izraza. Zdaj, tukaj a je dosti lepa številka, zato jo lahko tudi kar vstavimo noter in dobimo kaj. 2 krat koren iz 4 plus 3 na kvadrat minus 4 krat 3, se pravi zdaj a pa b vstavljamo, krat koren iz 4 plus a na nič, kar pa že vemo, da je 1. Karkoli na nič je 1, ne rabimo niti vstaviti. In zdaj poračunamo, koren iz 4, tole je 2, pa tukaj tudi koren iz 4 je 2 in dobimo 2 krat 2, to lahko tudi izračunamo, to je 4, plus 3 na kvadrat. Na kvadrat, tukaj izgleda, kot da je minus, bomo popravili, da se bo videli, da je sam na kvadrat. Minus 4 krat 3 je 12, krat 2 je 24 plus 1. 4 minus 3 je 1, na kvadrat je 1 minus 24 plus 1 in je to 2 minus 24, kar je minus 22 in to je rezultat. Podobno še ena. A na 1 polovica, kaj bomo tukaj samo naredili? Namesto na a 1 polovica bomo napisali drugi koren iz a. A je pa 4, ne? Krat b na 2/3 je pa tretji koren iz minus 8 na 2. In potem imamo še deljeno, oklepaj. A na minus 1 polovica je koren iz 4 na minus 1, krat b je pa minus 8. In zdaj, kvadratni koren iz 4 je 2, tretji koren iz minus 8 je minus 2, pa na kvadrat, deljeno lahko napišemo zlomljeno in je koren iz 4 je 2 na minus 1, namreč mi lahko najprej korenimo in to minus 1 napišemo tukaj. Bo lažje, ne? Krat minus 8. In to je 2 krat, minus 2 na kvadrat je 4, 2 na minus 1 je 1 polovica krat minus 8, pa vidimo, da je 2 krat 4 8 in se krajša z 8, pa je tukaj ostane 1. In ostane 1 vlomljeno z minus 1 krat 1 polovica je minus 1 polovica. To je pa isto kot minus bo, zamoramo dati pa 1 deljeno z 1 polovica. Se pravi, minus vemo, da je, ker en sam bo minus. In to je isto kot minus 1 krat 2 enini.
To je isto kot minus 1 krat 2, kar je rezultat minus 2. Pa kar naprej. Izračunajte natančno vrednost izraza. Ja, zdaj prvi koren prepišemo. Enko tudi, plus tretji koren iz 27 pa je 3. Zakaj? Zato, ker je 27 3 na 3. Minus, prepišem dvojko, zdaj pa 16 je pa isto kot 2 na 4 in četrti koren iz 2 na 4 se štirke pokrajšata, ostane 2. In je zdaj to koren iz 4 minus 4, koren iz 4 je 2, minus 4 je minus 2. 3 polovice na minus 2, zopet kaj pomeni na minus? Okrog obrne. Se pravi, to je isto kot 3 polovice na minus 1 na 2. Minus 3 na nič je 1, 3 na minus 1 je pa 1/3. In zopet, tole damo na minus 1, obrnemo okrog, in vse skupaj damo na kvadrat, minus 1/3, ne? To na kvadrat je 4/9 minus 1/3, to damo zdaj še na skupni imenovalec, to je 9, in je 4/9 minus 3/9 in je rezultat 1/9. Zopet piše, da moramo natančno izračunati in rezultat racionalizirati. Tukaj bomo najprej kvadrirali tole. Ostale bomo zaenkrat prepisali. Imamo koren iz 2 krat, oklepaj. Prvi na kvadrat je koren iz 2 na kvadrat, plus 2 krat prvi krat drugi, plus drugi na kvadrat. Koren iz 8 lahko delno korenimo. 8 je namreč isto kot koren iz 4 krat 2 in koren iz 4 je 2 in ostane koren iz 2. Zdaj pa to se da počrpati. Tole bomo zgor izračunali, koren iz 2 na kvadrat je 2, plus 4 krat koren iz 2, plus 4 olomeno z 2. Zdaj pa najlažje, če vzgor dvojko izpostavimo, stane 1 plus 2 krat koren iz 2 plus 2, se pravi, pri vsakmu delimo z 2, olomeno z 2, se dvojka pokrajša, 1 plus 2 je 3, plus 2 krat koren iz 2. Ker ni naš koren v imenovalcu, je stvar že rešena, ni potrebna nobena racionalizacija. Tem naprej delno korenite in brez izraza ponastavite izraz. Ja, zdaj takoj vemo, da je 50 25 krat 2. 25 krat 2, kar bomo pa delno korenili. 3 krat 32 je isto kot 16 krat 2, zmislimo si čim večjo številko, čim večji popolni kvadrat, plus na 162, pa ne vem, kaj je, in kadar ne vemo, vedno razcepljamo na prafaktorje. Aha, je že 81. Se tukaj bomo kar 81 uporabili, zakaj? Ker moramo delno koreniti in koren iz 81 vemo, da je 9. To si sam pomagamo, da dobimo lepši rezultat. Koren iz 25 je 5 krat koren iz 2, koren iz 16 je, se pravi, tole imamo 4 krat koren iz 2 in je to 4 krat 3, 12 krat koren iz 2, plus koren iz 81 je 9 krat koren iz 2, pride, ne, 9 krat 5 je 45 krat koren iz 2, vedimo, da imamo povsod koren iz 2, zato sam seštejemo, 5 plus 45 je 50, minus 12 je 38 krat koren iz 2 in to je rezultat. Kaj pa tukaj? 2 na minus 2, to je zopet 2 na minus 1 na kvadrat. Plus 3 na nič je 1, 4/3 na minus 1 obrnemo okrog, lahko si tudi tukaj damo eno enino. Plus 16 na 1 polovica je koren iz 16. Zdaj 2 na minus 1 je 1 polovica in to moramo dati še na kvadrat. To zmnožimo
je 1 krat 3/4 isto kot 3/4. Koren iz 16 je pa 4. In zdaj 1 na kvadrat je 1/4, 1 na kvadrat je 1, 2 na kvadrat je 4, plus 3/4 plus 4 in to je vse skupaj 5. Eto, to je vse skupaj 5 in to je naš rezultat. Gremo naprej. Odpravite oklepaj, izraze poenostavite. Zdaj tukaj vsakega posebej damo na 2. To pomeni, da imamo 2 na 2, a na 2 in b na minus 3 na 2 je minus 3 krat 2 pomnožimo. Pa isto naprej. 4 na minus 1, a na minus 1 krat minus 1 in b na minus 1. Takole, vsakega posebej in dobimo 4, a na 2, b na minus 6, krat 4 na minus 1, a na 1, b na minus 1. In zdaj številke skupaj, 4 na 1, krat 4 na minus 1 je minus 1 plus 1 je 4 na nič, a na 2 na 1 je a na 3 in b na minus 6 na minus 1 je b na minus 7. In 4 na nič je isto kot 1, ostane a na 3, b na minus 7, kar je poenostavljeno. Prej. Izračunaj vrednost izraza. 2 na nič je 1, minus 3 krat, zdaj pa 2 na minus 1 je isto kot 2 enini na minus 1 je 1 polovica minus 2, pa to bo v absolutni vrednosti. 8 na 1/3 je pa tretji koren iz 8. Zdaj bomo začetek prepisali. To je 1 minus 3 krat. 1 polovica minus 2, to je v bistvu 0,5 minus 2, to je v bistvu minus 1,5, kar je isto kot minus 3 polovice. Ampak absolutna vrednost od tega je pa kar 3 polovice. To bomo napisali krat 3 polovice. Tukaj pa lahko 3 enine napišemo minus. 8 je 2 na 3 in tretji koren iz 8 je 2. In zdaj 1 minus 2 je minus 1, prav ta dva skupaj. To je pa 3 krat 3 je 9 polovic, minus 9 polovic. Zdaj pa to najlažje minus 1, minus 4,5 in je odgovor minus 5,5. Tudi podobno naprej. Koren glavni prepišem, 3/4 prepišemo, 3 na minus 1 je 1/3 plus 5/9. In zdaj se 3 pa 3 pokrajša. Zdaj koren bomo samo prepisali in imamo 1/4 plus 5/9, kar vidimo, da moramo dati na skupni imenovalec. Od 9 pa 4 lahko damo vse skupaj na 36, to pomeni, da prvega z 9 pomnožimo, drugega pa z 4 in dobimo v zgori 9 36 plus 20 36, kar je skupaj, ja, res ne bo prišel čist lep rezultat, kar je skupaj koren iz 29 36, kar lahko zapišemo kot koren iz 29, koren iz 36 je pa 6. In to, da je v števcu koren ni nič hudega, lahko pusti. Naslednjemu, zelo podobno, bomo najprej izračunali, kaj je tukaj le noter. To pomeni, imamo eno enino, pa damo na četrtine. In dobimo, da je to 3/4 deljeno z oklepaj 4 minus 5. Pa to moramo dati še potem na minus 1. In je to 3/4
deljeno z minus 1/4 na minus 1, kar je isto kot 3/4 krat minus 1/4 na minus 1 se okrog obrne in je to minus 4 enine, minus ostane. Zdaj se pa štirka okrajša in je rezultat minus 3. Pa kar k naslednji. Na minus 1/2, se pravi minus obrne okrog in je to 9/16 na 1/2, kar je pa isto kot drugi koren iz, ne 19, ampak 9/16. Minus 0,14 lahko zapišemo z ulomkom 14 deljeno 6,25 je pa isto kot krat 25/6. In zdaj, koren iz 9/16 je, koren iz 9 je 3, koren iz 16 je 4. Tukaj lahko pokrajšamo, je 1 pa 4, pa 4 pa 14 je 2 pa 7 in mi ostane minus 7/12, damo na 12 in je to 9 minus 7/12, kar je isto kot 2/12, kar je isto kot 1/12. Pa še en izraz s korenim. Tukaj nimamo kaj druga, kot da pomnožimo, oziroma kar lahko še prej naredimo, lahko še delno korenimo. To pomeni, da bi bilo to takole. Koren iz 2 krat koren iz 8, ampak koren iz 8 je isto kot 4 krat 2, ne? Minus koren iz 2 krat koren iz 18 je isto kot koren iz 2 krat 9, plus koren iz 2 krat koren iz 50 je 25 krat 2 je 50. In zdaj izračunamo, kar se da. Imamo koren iz 2 krat koren iz 4 je 2 krat koren iz 2, minus koren iz 2 krat koren iz 2 krat 3, ker je koren iz 9 3, plus koren iz 2 krat koren iz 25 je 5 krat koren iz 2. In dvojko prepišem, koren iz 2 krat koren iz 2 je pa koren iz 4, kar je isto 2. Minus, tukaj trojko prepišem, pa zopet koren iz 2 krat koren iz 2 je 2, plus 5 prepišem in koren iz 2 krat koren iz 2 je 2, in je to 4, minus 6 plus 10 je 14 minus 6 in je to 8. Pravilno. Zopet izračunamo vrednost še tega izraza. Tukaj bomo najprej izračunali 16 plus 9, to lahko. In je to 3 krat koren iz 25, minus četrti koren iz 16. 16 je 2 na 4 in četrti koren iz 2 na 4 je samo 2. Dajmo deljeno. Peti koren iz 32, 32 je 2 na 5 in peti koren iz 32 je zopet samo 2. Eto in dobimo lep rezultat. 3 krat 5 je 6, minus 1 je enako 5. Gremo naprej. Tukaj bomo najprej dali vse skupaj na 3. Tole. In dobimo minus 3. Zdaj x na minus 2 lahko damo 1 ulomljeno z x na kvadrat. Na minus 1 da števec svoj imenovalec. Potem pride krat 5 na 3. Krat x na 6 krat 3 pomnožimo in y na minus 4 krat 3 ulomljeno deljeno za y na 3. Zdaj tale ulomljeno z x kvadrat gre itak spod. In še par stvari bomo lahko poročunali. Minus 3 pustimo. 5 na 3 je 125, če bomo hoteli izračunati. Enko smo že napisali, x na 18
y na minus 12. Spodaj pa je y na 3 pa x na 2. Zdaj, x na 2, pa tukaj bomo se pokrajšali, pa jih ostane 16. Y na minus 12 je pa v bistvu 1 deljeno z y na 12 in je to isto, kot če y na 12 spodaj napišemo. Tako. In dobimo minus 375 x na 16 deljeno z y na 15. Še nekaj primerov imamo. No, ali pa ne ostane tako, kot je. Čeprav karkoli na nič je vedno 1. Kaj pa tukaj? 3 na minus 2 je 1 deljeno s 3 na 2. 9 na 8 na 1 je isto, se pravi lahko napišem kot 9 je 3 na kvadrat krat a na 8 enin, se 3 na kvadrat pobriše in ostane a na 8. Potem imamo naprej. Četrti koren je 16 a na 8. Kaj dobimo iz tega ven? Zdaj, četrti koren pustimo, ampak 16 je 2 na 4. In potem imamo še četrti koren iz a na 8. Tukaj se štirka pa štirka pokrajšate in ostane samo dvojka. Tukaj še pa štirka po 8, ko krajšate je prvi koren, kar pomeni, da korena več ne bo, in a na 2. In 2a na 2 je rezultat. Če imamo tole na 3, je to a na 3 osmin, vsakega damo na 3. Vemo, kaj še imamo, še en izraz. Aha, še tale. To moramo pa samo pomnožiti. A na 2 devetini krat 9 polovic, pa se ravno pokrajša in ostane a na 1, kar je isto kot a. Še tukaj bomo tole najprej izračunali. 4 prepišem. To je pa minus 3 na kvadrat. In koliko je minus 3 na kvadrat? To je 9. Se pravi, imamo minus 9. Plus 11 četrtin pustimo. Ta dva pa damo najprej na skupni imenovalec, se pravi krat 4 krat 5. In so 20. Vzgori 1 krat 4 je 4, minus 15 na minus 1. Zdaj to lahko zračunam, to je minus 5 plus 11 četrtin krat, tukaj pa dobimo minus 11 dvajsetin na minus 1. In to je minus 5 plus 11 četrtin krat minus 1 obrne ulomek. In zdaj se 11 pa 11 krajša, pa 4 pa 20 se tudi krajša, ostane še 5, minus ne, in je to minus 5, kar je skupaj minus 10. In to je odgovor.